Tanja Gobec je pridelovalka zelenjave ter poznavalka etnološke, folklorne in kulinarične dediščine. S preprostimi, pogosto pozabljenimi sestavinami oživlja stare jedi in jih prilagaja sodobnemu času. V seriji filmov Zgodbe naših ljudi predstavljamo krajane, ki s svojim predanim delom, znanjem in kreativnostjo zaznamujejo življenje v skupnosti in skrbijo za prepoznavnost Šentjurja. Dobrodošli med Šentjurčani. Ko sem jaz začela plesati pri folklori, prej že sama aktivno, in je tam bil en mentor, en gospod Brložnik, ki je bil tak kar ortodoksen, mislim, okoli zgodovine in vsega tega. In meni je bilo to tako blizu, da sem jaz kar sama začela raziskovati dediščino, ker sem pač tudi gostinec po profesiji. In potem, ko sem dosti stvari usvojila, sem videla preko medijev recimo in tudi drugih novodobnih strokovnjakov, ki pač svetujejo, da pa vsega vsak ne mora imeti in da si tudi ne more privoščiti. In potem sem jaz začela raziskovati in delati in kuhati, kako so nekoč delali, seveda spet s pomočjo stroke, in tudi potem skuhati z minimumom stvari, da lahko res hitro nekdo nekaj poje in da ne rabi za to celo bogastvo imeti. Pa da ima doma. Ko sem jaz raziskovala in ko sem kuhala in delala na tem, sem delala tudi zelo z mladimi, po šolah tudi, in potem sem jaz takrat organizirala par etnografskih, etnoloških taborov in so prišle punce študentke iz fakultete in so teren raziskovali po Kozjanskem. Smo jih imeli cel teden tukaj, ena prijateljica Jelka Pšajdova je bila strokovna sodelavka, izvajalka. In smo tam veliko materijala nabrali, kaj vse so delali in kako so kaj kuhali. In iz tega sem jaz dobila idejo, da bi pa te jedi pa spravila skupaj v eno brošuro, ki smo jo pač potem poimenovali Šentjurska kulinarika, je pa res, da je značilno za ta kozjansko področje, za ta konc. Včasih so ljudje res kuhali, kar so imeli doma. In besede enega gospoda etnologa so bile, da je bila revščina in lakota po Kozjanskem, kar je bilo res. Ni bilo veliko hrane, ne? Sploh bajteri bi lahko rekli, tam, ker ni bilo tudi jajc. Zelo veliko so prižganko jedli. Potem kruh je bil koruzen, je bil iz čiste koruze, je bil tanek, trd, so to pač namakali zjutraj, ne? Divjačine se je predvsem po naših koncih jedli, malo so lovili mimo zakona. Potem kakšne ribe so kje našli, ampak najbolj je bila kakšna divjačinska obara, če je bilo ob praznikih, je bilo pač moka, je bilo potem žito, je bila bela moka, je bila kakšna potica ali pa bel kruh, sadje, sveže, jabolka, če so imele gospodinje, ker tudi niso imeli neke velike zemlje, so bili bolj dninari in tam, ker so pač hodile delati, so dobile kakšno zelenjavo in so potem si iz tistega kaj naredile, pripravile. Največkrat je bilo seveda za čez zimo kisano, ne? Kot kisano zelje, repa. Jedli so tudi hrano, ki so jo kot za prašiče pridelovali, tudi kot sladkorno peso oziroma kolerabo in take stvari. Zato je pri nas v tem koncu je bilo kar dosti korenja, kolerabe in tega in ponavadi so tudi dajale ženske, ko so šle, da so dale zjutraj več te zelenjave, če je bil kak kos mesa, če ne pa so to zelenjavo, kakšen fižol tudi, so dale to vse ven piska na ognjišče in šle delati, ne? In tako so bile bolj je bilo na žlico, bolj so bile enolončnice. V kasnejšem obdobju so potem, ko je prišla dunajska kuhinja na naše področje, sem je vpliv prišel, ko so začeli s kuharskimi tečaji, potem pa že solata tudi začela, ne? Tam malo pred prvo svetovno vojno so začeli gojiti solato, paradižnik tudi in take stvari. Jedi, ki so jih jedli včasih, recimo je bila juha, ta enolončnica je bila korejevc, se pri nas bolj rekla, ker je bilo več korenja, to je bilo seveda rumeno korenje, ki je bilo tudi za živino, ne. Potem aleluja, ne, to je jed ko so okoli velike noči skuhali od repe olupke. In so noter sam dali kakšno zelenjavo, če so jo imeli. Skuhali so pa te olupke od repe v juhi, kjer so suho meso prej skuhali za žeger, ne, za veliko noč.
Potem so bile razne kaše, žganci, predvsem koruzni pri nas, ni bilo drugih. Seveda so si želeli kdaj posladkati. Kruh so pekli doma za cel teden in takrat so si kak košček testa pa proč so vzeli gospodinje in so nekaj za otročat dale, da so jih malo posladkale. Imele so kakšna jajca, so kdaj imele ali pa kakšno skuto in so potem iz tega nastale te pogače, pršjače, zavihjače, več imenov je. In to bi naj bila, nekako se mi zdi, najbolj paradna na tem našem koncu, zato ker so jo tudi ljudje osvojili in jo še vedno delajo, ne. Potem tudi ta bela juha obrošena, potem tudi štrukljeva juha slana, take stvari, tako da bi samo ena jed značilna bila ni, je pa par teh jedi, ki pa se jih skoraj razen pršjače ne dela več, no. Ženske zdaj zamesijo testo in naredijo testo kot za potico. V osnovi je bilo čisto obično kruhovo testo. In potem tudi v nadev dajejo jajce, lahko tudi sneg naredijo, rozine, dodatkov še zdaj, samo da je všečno ljudem, da je sladko. Ta se je res recimo tipično tako spremenila. Ponavadi grem na kakšne etnofestivale, potem grem na kakšne prireditve, kakšne turistične, tudi rada grem na Kozjansko jabolko, ker je pač tema jabolko in jaz rada jabolčne zavitke delam in dol jih potem pečem in predstavljam na stojnici sami. Ljudem je takrat, ko so nekje zelo okusna in všeč hrana, ki jo sami vsak dan ne pripravljajo. Sprašujejo za recepte, včasih kdo reče, bom poklical ali kaj si zapiše, ampak ni odziva, ker vem, da ko prideš domov, pozabiš, ne. Se pa spomne, ko pa pridejo na festival, recimo jaz hodim na en festival, etnofestival, že več kot 10 let. Vi ste bili lani, letos pa to je tako dobro, ne, recimo na ta način, si zapomne pa to, sami pa težko, da bi si karkoli naredili. No, doma imamo vrtove, ne, na teh vrtovih imamo korenček, kapusnice, peso. Recimo tipičen primer je pesa. Peso lahko uporabimo liste in gomolj, ne, tega nismo včasih nikoli, včasih se to živini vrglo, zdaj pa lahko liste v solati porabiš, lahko jih narežeš pa daš speč kot v zavitek, slan zavitek, špinače, blitve, take čiste enostavne jedi. Za čez zimo mi nimamo veliko, imamo kapusnice, ne, ampak po zimi smo mi vajeni že iz zgodovine, iz preteklosti, da bolj kisano zelenjavo jemo ali jo pa sploh ne. Ampak zadnjih nekaj let je prišla do nas, seveda s prehodom po svetu, s prevozi in vsem je prišla do nas tudi kitajska zelenjava, bi lahko rekli, ko rečemo kitajsko zelje, pak čo je sicer imajo takšna imena, ampak ta zelenjava pa zdrži recimo -25, ne. In jaz zdaj to gojim sama tudi na vrtu in poskušam ljudem približati, da lahko celo zimo zeleno ješ, recimo. Jaz pridem, kjer me povabijo in izvajam lahko delavnice. Tudi po šolah sem veliko po Sloveniji hodila, da sem prišla recimo v šolo, da smo z otroki zmleli žito, naredili čoko kekse, samo čokolada, žito je bilo tisto moka, ki smo jo mi zmleli, da lahko narediš, da ljudje občutijo in vidijo, potem pa mogoče jim to približaš, ne, da prenašaš znanje, to je meni všeč. Jaz sem zelo ponosna na to, da sem ugotovila, kako lahko svojo zelenjavo uporabim, kako lahko zelene liste od zelja, od cvetače, od brokolija, brstičnega ohrovta, od pese porabim in jaz naredim take slane zavitke iz teh listov, delam jih z testom kot za jabolčni zavitek ali pa s kvašem in to tudi na stojnicah delam in to sem res ponosna, ker ljudem je pa to strašno všeč in jim okusno. Sploh v zadnjih 2 letih se mi zdi, se pa pozna, da so ljudje začeli razmišljati, kaj jejo, da si svoje vrtičke urejajo, tudi kad visoke grede ali pa na balkon si naredijo, tako da želijo nekaj svojega pojesti, nekaj svežega, da vejo, od kje je, tako da se mi zdi, da se delajo premiki in sem prav vesela. Vedno bolj postaje pomembno, da jejo lokalno, da grejo. Se že dogaja, da grejo k sosedu kmetu po kakšno zelenjavo, da je tudi sosed ima kaj dobrega, da ni treba vedno samo iti v trgovino. Tako da upanje je in ko se vedno bolj to osvešča tudi po šolah, vrtcih, tako da je upanje na lokalno
dobro in zdravo. Se vidimo na šentjurskih prireditvah.